našo bit je urojena želja po vedenju, raziskovanju in rasti. Celo življenje se učimo. Prepoznavamo, vrednotimo in usmerjamo svoja stremljenja, misli in delovanje. Izobraževanje je most med preteklostjo in sedanjostjo. Omogoča nam, da z izkušnjami naših prednikov bogatimo sedanjost ter načrtujemo prihodnost. Učenje poteka v odnosu in je odkano vsak naš dih. Še posebej pa se zavedamo pomena šole, ki se zrcali skozi čas. Srednješolstvo ima na Ajdovskem dolgo tradicijo. Gimnaziji, ki je bila ustanovljena pred 70 leti, se je leta 1957 pridružila Srednja ekonomska šola, kasneje leta 1972 poklicna gradbena in leta 1985 tekstilna šola. Sprememb programov je bilo v preteklosti kar nekaj. Povzročilo jih je pomanjkanje dijakov in s tem ukinjanje programov ter uvajanje novih. Nekatere spremembe pa so bile odraz družbenega razvoja in spreminjanja šolskega sistema. Danes na šoli izvajamo programa gimnazije in predšolske vzgoje. Ajdovska gimnazija ima korenine v povojni nižji gimnaziji. V šolskem letu 1951-52 pa je začela delovati tudi višja gimnazija. Leta 1959 so gimnazijo ukinili. Nadomestila jo je ekonomska šola, ustanovljena leta 1957. Ponovno uvajanje gimnazije sega v leto 1964. Pomembni leti v kroniki naše šole sta leto 1971, ko šola dobi ime po ajdovskem rojaku, slikarju in grafiku Venu Pilonu. Leta 1982 se je šola preselila v nove šolske prostore na današnji lokaciji. Leta 1985 se na šoli uvede program naravoslovno-matematične tehnologije, ki se je leta 1990 po zaključku usmerjenega izobraževanja nadaljuje z gimnazijo. V šolskem letu 2004-2005 se je šola vključila v 3-letni program didaktične prenove gimnazij. Cilj projekta je bil posodobitev načina dela profesorjev in dijakov v smislu preseganja klasične podobe učnega procesa, v katerem je učitelj posredovalec, dijak pa prejemnik znanja. Dijaka danes želimo usposobiti za vseživljenjsko učenje, učitelja pa vidimo kot usmerjevalca učnega procesa. Dozorev sem, oziroma dozoreval in kasneje tudi dozorev prav zaradi gimnazije. Na drugačen način kot bi sicer. V ajdovščini na srednji šoli je bilo kar iskrivo in nagajivo skozi celo naše obdobje. No. Imam neke vrste res lepe spomine na srednjo šolo in se z velikim veseljem odzovem vsakemu povabilu. In prvi stav, ki ga je izrekla, je bilo to: veste, jaz imam tako navado, da svoje dijake vikam. In meni to ni šlo v glavo. Mi nismo bili tako vzgojeni, da bi nas profesor ali kdorkoli vikal. Bila je tista razlika na eni strani profesor in drugi dijaki, to zagotovo. Moram reči, da mi smo bili še nekako generacija boga boječih do profesorjev, ampak dejansko smo se s profesorji zelo dobro razumeli. Velikokrat so nam pomagali v teh naših pubertetniških letih z raznimi dobrimi nasveti, ki so nam pomagali tako v šoli kot v življenju. Drugače se pa spomnim, da sem že od prve ure naprej z navdušenjem spremljala prava predavanja profesorice Ivane Slamič. Smo bili kar disciplinirani, včasih smo kakšno ušpičili, kakor je bilo, ampak večinoma smo kar poslušali, ker za nas so bili res profesori avtoritete. Veliko teh profesorjev zdaj že upokojenih zahajajo samo v Lavričevo knjižnico in smo se nekako kar veseli eden drugega, kadar se opazimo. Še vedno ostajam njen dijak. Gimnazija je najsplošnejši izobraževalni program, ki je namenjen pripravi na univerzitetni študij in ne izobražuje za poklic. Zagotavlja znanja, spretnosti in stališča, ki so potrebna za osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja. V letošnjem letu gimnazijo obiskuje 145 dijakov. Leta 1998 je na šoli zaživelo 4-letno strokovno izobraževanje predšolske vzgoje.
Dijaki po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobijo naziv vzgojitelj ali vzgojiteljica predšolskih otrok. Poklic zahteva od dijaka komunikativnost, ustvarjalnost na likovnem, glasbenem in plesnem področju ter veselje do dela z otroki. S šolskim letom 2008-2009 je bil program prenovljen. Zanj je značilno predvsem povezovanje teorije in prakse. Posodobljeni predmetnik presega predmetno razdrobljenost in zagotavlja visoko stopnjo povezanosti znanja s posameznih področij. V bistvu meni se je to na naši šoli zdelo pač res super, no, ker smo nekako rasli, no, in se mi zdi tako, da bolj, ko smo šli k višjim letnikom, recimo v 4. letniku smo bili s profesorjem, je že prav tako, bom nekako neki sodelavci. Spoznal sem zelo dosti sošolcev, prijateljev. Mi, po mojem, smo kar ene izmed redkimi, ki se vsako leto dobimo. Sem vedela že od Mička, kaj si želim v življenju in tudi ta program v Ajdovščini je zame bil le še bonus. Dobila sem prijatelje za celo življenje, to je tudi ena zelo taka pozitivna stvar, ko me spomni na srednješolska leta. Ne vem, se mi je zdelo fajn, ker so profesori zmer čutili našo, so nam dovolili, no, da smo dali svoje ideje. Ta odnos med profesormi in dijakmi je na nekem nivoju, se tu gledamo zdaj, ker smo malo starejši. Tukaj so bili vsi odprti, da smo lahko se vsakem pogovorili, če je kdorkoli imel težavo ali kakorkoli. Vsako stvar, kar smo imeli za smo razčistili in z ravnateljem in z razredničarko, z določenimi profesormi. Tu mi je bilo res izrednega pomena, no. Je kar ogromno teh mojih sošolcev, tudi danes mojih sodelavcev, tako da nas je veliko ostalo tudi prav v tem poklicu. Tudi zdaj v moji poklicni poti v bistvu ravno tako delam s taj mlajšimi, tako da mi je v bistvu tudi znanje, pristop do njih in način dela z njimi v bistvu pomagal pri tem, da kako zdaj dejansko izpeljam določene projekte, no. Predšolska vzgoja je namreč izrazito interdisciplinarno področje, v katerem cilje dosegamo predvsem prek timskega poučevanja in medpredmetnega povezovanja. Program se vključuje v mrežo vseh slovenskih vzgojiteljskih šol, dijaki in strokovni delavci se srečujejo na letnih vzgojiteljadah, ker svoje izkušnje in znanje med seboj izmenjujejo, se dopolnjujejo, predvsem pa tkejo nova prijateljstva. V letošnjem letu program Predšolska vzgoja obiskuje 345 dijakov. Na šoli se je leta 2002 začelo izvajati tudi izobraževanje odraslih za poklic vzgojitelj ali vzgojiteljica predšolskih otrok. Po vseh opravljenih obveznostih iz programa poklicnega tečaja ali prekvalifikacije, udeleženci opravijo poklicno maturo v skladu z izobraževalnim programom in pravili. V okviru šole od leta 1946 deluje tudi dijaški dom, ki nudi zavetje, vzgojo in nepozabna dijaška doživetja veliko generacijam dijakov najrazličnejših smeri. V tem šolskem letu v dijaškem domu biva 167 dijakov, ki k nam prihajajo z različnih koncev Slovenije. Zanje pa skrbi 7 vzgojiteljev. Standardni kurikul vse skozi dopolnjujejo in bogatijo mnoge interesne dejavnosti. Z njimi dijakom omogočamo, da kakovostno preživljajo svoj prosti čas, nadgrajujejo svoja močna področja ter razvijajo znanja in veščine, ki niso vključeni v šolski kurikul. Nekatere med njimi imajo že zelo dolgo tradicijo. Instrumentalna skupina, zbor in šolsko glasilo Izvir. Šolske prireditve pa povezujejo v šoli pridobljeno znanje in veščine še z mnogimi drugimi interesnimi dejavnostmi. Dijaki svoje znanje poglabljajo in preizkušajo tudi na mnogih tekmovanjih. Vse skozi delujemo v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. Skrbimo za medijsko prepoznavnost šole z objavami predvsem v lokalnih in regionalnih medijih. Pri šolskem procesu sodelujemo z inštitucijami, ki pomembno oblikujejo utrip občine Ajdovščina. Prepoznavnost pa gradimo tudi izven občinskih meja. Tako se lahko pohvalimo z gostovanji dijakov predšolske vzgoje v vrtcih na širšem področju zahodne in osrednje Slovenije. Z
z vključevanjem v številne nacionalne razvojne projekte reflektiramo svoje delo, sooblikujemo smernice v šolstvu in ostajamo v koraku s časom. V zadnjih letih prek prožnih oblik učenja, timskega, medpredmetnega in projektnega dela dajemo poudarek razvoju veščin 21. stoletja, kritičnemu mišljenju, metakogniciji, digitalnim veščinam, sodelovanju, ustvarjalnosti, reševanju problemov, samouravnavanju in drugim. Zavedamo se hitrih sprememb in globalizacije družbe, zato velik poudarek namenjamo tudi mednarodnemu sodelovanju, v katerega se vključujemo tako dijaki kot učitelji, a vselej zavestjo o krepitvi pomena osebne, lokalne in nacionalne identitete. Dobri medsebojni odnosi so temelj, na katerih gradimo skupnost Pilonovcev. Stopamo po poti srčnosti, vedoželjnosti in ustvarjalnosti. Spodbudno okolje in kvalitetno usposobljen kader dijakom omogočata razvijati in uresničevati spretnosti do najvišje mere. Učitelj ni zgolj poklic, je poslanstvo. Dober učitelj se želja vse skozi osebno in profesionalno učiti in rasti. Sooblikujejo ga odnosi z dijaki, starši, sodelavci in okoljem. Svojim delom in vrednotami pomembno vpliva na mlade ter našo skupno prihodnost. Letos na šoli poučuje 51 učiteljev. Šola pa lahko usklajeno deluje le, če ima tudi ustrezen tehnični kader. Brez vestne administracije, vzdrževalcev, kuharic, snažilk in varnostnikov se ne bi mogli pohvaliti niti s podobo šole, niti z dosežki. Izobraževanje je polno in plodno šele takrat, ko uspemo vrednotiti osebno identiteto vsakega slehernika. Ko posamezniku dovolimo, da osvobojen pričakovan družbe ustvari nekaj izvirno svojega. Naša družba potrebuje pogumne, odločne, moralne, preudarne in izobražene smele mlade ljudi, ki si bodo upali sanjati in delovati, ki bodo zmožni mirnih družbenih sprememb in napredka z utemeljeno jasno vizijo in predvsem z obilo srčnosti. Iz vrst Pilonovcev so v svet odšli mnogi vedoželjni mladi, ki se vračajo v svoje domače okolje kot zdravniki, znanstveniki, gospodarstveniki, glasbeniki, likovniki, literati, športniki, gradbeniki, profesori in drugi. Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina ob njeni 70-letnici čestitamo. Pilonovci bomo s srčnostjo, vedoželjnostjo in ustvarjalnostjo še naprej ponosno kljubovali sunkom burje in vrtincu sprememb ter izzivom sodobnega časa. Spoštovani profesori, dragi dijaki, le skrb za dobre medsebojne odnose in družbo, v kateri bodo sanje resničnost, bo omogočila našim in vašim zanamcem svet, v katerem bomo polno živeli. S pokončnimi učitelji in smelimi dijaki bo prihodnost naša.